spoštovani gasilci, sorodniki, prijatelji, bratje in sestre. Jutri bomo obhajali god svetega Florjana. Sveti Florjan je bil kot upokojeni rimski častnik. S tem se že lahko nakaže, da je bil to mož, ki je bil spoštovan, znan. In ko so 40 vojakov obsodili, krivda je bila zato, ker so bili kristjani, se je on kot upokojeni vojak zavzel za oprostitev. Sam se je opredelil, da je kristjan, zato ker je čutil, kako veliko poslanstvo je biti kristjan, pričevalec v svetu. Tako so tudi njega obsodili, okrog vratu so mu privezali kamen in ga vrgli v reko. Umrl je 4. maja leta 304. To je ta zgodnje obdobje preganjanja kristjanov. In tako je najprej postal zavetnik Avstrije, kasneje evropskih narodov in potem tudi priprošnik zoper naravne nesreče in zavetnih gasilcev. Prav zgled svetega Florjana nam daje tisti pogum, da bi zmogli tudi mi danes v svojem kraju, v tem času, ko živimo, dati zgled pokončnega kristjana. Današnji evangelij nam govori o primerjavi med mladiko in vinsko trto in vinogradnikom. 3 stvari, ki so povezane. Verjetno je tudi nam trta zelo blizu, poznamo in zdaj je sicer že malo prepozen čas. Še nekaj tednov, na Primorskem pa kar nekaj mesecev nazaj, je bilo obvezno obrezovanje. Če se malo zamudi, se že vidi, kako poteče in rečemo, da trta joka. In prav s tem lahko vidimo, da obrazovanje trte ni neka prijetna stvar. Je nekaj, kar je včasih boleče, ampak je nujno potrebno. Če se trto ne obreže, če se ne izbere zdrave mladike, potem tisto manjka, kar pričakujemo, in to je sad. Zanimivo, da se Jezus ne osredotoči na sad. Tisto, kar bi mi hoteli. Včasih tako radi hočemo tako opaziti sadove svojega dela, truda, prizadevanja, ampak Jezus gre najprej poudarek na mladiko. Mladika, ki mora biti zdrava, negovana, obrezana, kasneje pa prerezana. Da je trta zdrava, ki je kot simbol Jezusa Kristusa, tukaj ni vprašanja. Da je vinogradnik dober, to je Bog Oče, tudi ni dvoma. Vprašanje je samo pri mladiki. Če bo mladika zdrava na trti, potem se lahko sad pričakuje. Če mladika ne bo dobra, se jo pa popolnoma odreže in vrže v ogenj. Verjetno prav vi gasilci veste, da morda ljudje opazijo vaše sadove. Tisto, kar je potrebno narediti, posebno, kadar je stiska, hitro, odločno, ampak da se pride do sadov, koliko je potrebno tudi pri vas negovanja, obrezovanja, skupne vaje, ko je treba se vzeti čas, in to je tudi žrtvovanje, ko je potrebno skupaj usklajevati stvari, ko je treba mlade gasilce vzgajati, usmerjati vodi. In koliko je nekega truda, dela, prizadevanja, da se na koncu pokaže sad. Pa ne bo to v družini, ko starši vzgajate svoje otroke. Treba včasih nekaj odrezati, postaviti mejo, pa se otroci upirajo,
pa nastane trma, pa je slaba volja, ampak vi starši veste, da je to potrebno. In tako je prav ta primerjava med trto in mladikami res najbližje našemu življenju. In kdaj smo mi bili kot tisti majhni opek, iz katere je začela rasti mladika? Gotovo je to zakrament svetega krsta, prva, lahko rečemo, saditev, vcepitev na Jezusa Kristusa. In da smo res z Bogom povezani, je pa največ prav sveta maša, sveta Evharistija. Zato je skrb vsak teden, da ostanemo povezani s Kristusom. Kadar odrežemo mladiko s trte, tisto uro se nič ne pozna. Morda niti ne tisti dan, ampak čez nekaj časa opazimo, da postane suha veja. In prav tako je v našem življenju, ko se neka stvar prekine, na začetku niti ni opazno. Kar nekako gre življenje naprej, ampak ni več življenjske moči. Te Jezusove besede, kdor ne ostane na trti, ali ne ostane v meni, ali ni povezan z menoj, ne more ničesar storiti, so zelo resnične. Mogoče danes skušnjava, da človek kar misli, da imamo toliko sposobnosti, znanja, moči, povezav, da marsikaj naredimo, marsikaj lahko premaknemo, ustvarimo. Ampak zate je Božji dar življenja. Jaz se spomnim nekega duhovnika, ki je rekel, pa ne vem, če nisem bil takrat pri veruku, če nam Bog ne bi dal življenja, niti z mezincem ne bi mogli premakniti. Kaj še druge stvari? In zato gre res hvaležnost Bogu, da lahko živimo, da imamo sposobnosti, talente, da se lahko povezujemo tudi kot prostovoljci v gasilstvu, v tej dobrodelnosti, pa tudi v izgrajevanju samega sebe. In naj bo naša povezanost v Kristusu, ki je naš odrešenik, in naj bo naš vinogradnik Bog Oče, ki nam daje življenje. In tako lahko živimo med seboj, kot res, kot bratje in sestre, v dobro drug drugemu. Sedaj pa tudi skupaj spovejmo vero.